star, kaj pa delaš to, ne? Mrtvi dvig. Ste še res mrtvi, če še tako ne delaš. Kaj, na YouTube sem videl, kaj? Za hrbet je ful dobro to. Ja, jaz ti dal mojo vizitko, to ima treba malo rezati, če še podelo, ti ploščice vam ne. Kaj rezati? Ja, hrbet, ne? To ste še hrbtenice. Ja, ni bilo. Ne, to ni vaja za hrbet. Pa povej, ne? Ja, bom povedal. Prav? Je tako, zdaj ne mrtv dvig je zelo napredna vaja, za začetnike dvig ni primerna. Prva napaka je, da preveč teže damo in zaradi tega, da oskrat pride do te napake, ne da preveč usločimo hrbet in je hrbtenica v nenaravnem položaju v kifozi, ker morate skozi držati dvema hrbtenico v lordozi. Tako da je hrbet usločen. Potem druga napaka, ki je zelo pogosta, je, da ljudje mislijo, da je to vaja za hrbtne mišice. Tako da je to vaja v osnovi za veliko ritno mišico in za zadnje stegenske mišice, ker delamo pač gibalni vzorc iztek v kolčnem sklepu. In zaradi tega pač to ni vaja za hrbet. In še tretja stvar, ki je treba tukaj poudariti, je, da večina od nas smo slabo fleksibilni. Če imamo zadnje stegenske mišice zategnjene, nam tudi zavrotira medenico nazaj in tudi zaradi tega potem imamo preveč usločen oziroma pač veliko kifozo hrbtenice in zaradi tega tudi napačno dela. Tako treba delati tudi na fleksibilnosti, če zadnje stegenske mišice niso raztegnjene, ne delati te vaje, velika teža, pravilna teža. Pa tam je tudi jaz proban, zdaj lepo povedal pogoja. Ja, kako se povedal. Tu se ponavlja. Gremo stopno v širini ramen, kolena malo ven, zategnemo hrbtenico, se pravi štanga je čim bližji nog oziroma telesa, glava je podaljšek hrbtenice in dvignemo gor, dol, gor, dol, gor, 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 gor. Aj to bolj? Super. Tukaj ste lepo videli, kako je hrbet vaš čas v lordozi, tako da ne delamo tega giba, ne, da pač damo dvema hrbtenico v kifozo, ker s tem res lahko doprinesemo, da pride do diskus hernia, do poškodbe, včasih lahko tudi za tega treba narediti